Beletrina v živo. Lepo pozdravljeni v novi epizodi Beletrine v živo. Danes je z nami prevajalka Marjanca Mihelič, s katero bova govorila o delu Petra Nadaša, enega najvidnejših sodobnih literarnih peres Madžarske, z naslovom Grozljive zgodbe. Kako se roman Grozljive zgodbe uvršča v celoto njegovega plodnega opusa? Ja, je posebna zgodba. Namreč zato roman je sicer izšel v madžarščini leta 2022, prevod smo dobili zelo hitro, se pravi letos. Zakaj je posebna zgodba? Ker je v bistvu v zasnovi nastal veliko prej, nekako je nastajal konec 70. in na začetku 80. let, ko je pisatelj živel na otoku med dvema rokavoma Donave, to približno 30 km od mesta Budimpešta, kjer je bival pri svojem pisateljskem prijatelju, tudi mentorju, Meseju Miklošu, in tam so začeli nastajati zapiski o vasi, o ljudeh, karakterih. Potem pa je zelo zanimivo oddal te zapiske v knjižnico v Berlinu in se odselil od tam v vas Gombošsek, to je pa nekaj kilometrov od meje Madžarske in Slovenije. Se pravi, v tem opusu mi smo spoznali njegove monumentalne romane oziroma vzporedne zgodbe, so prevedene v slovenščino, ki odražajo res že drugačen premislek o njegovem ustvarjalnem svetu, načelu ustvarjanja ars poetiki, kot pa v tem romanu, ki je izšel kasneje, ker pisatelj ga je vzel, seveda je dobil samo kopijo, na čemer se je zelo čudil iz te biblioteke, in potem dokončal roman. Torej je poseben v jeziku, poseben tudi glede univerzuma literarnega, s katerim se ukvarja, ampak o tem mogoče malce pozneje, ampak seveda bralci in kritiki so to opazili in izjemno pohvalno se izrazili o tem, nekako je vse presenetil, se pravi po teh svojih monumentalnih romanih, v katerih je zajeta vsa zgodovina Evrope, vsaj 80-100 let srednje Evrope, pa ta mini kozmos neke vasi, zaselka v bistvu v bližini Budimpešte, no, in seveda tudi sproščenost glede jezika. Jezik, tako kot se je sprostil, smo zaznali v romanu vzporedne zgodbe, v smislu prekršitve tabuja, spolnosti, erotizma in tako naprej. Tu pa je jezik razvezan na malce drugačen način. Skratka, posebnost, ki so jo vsi zelo, zelo pozdravili. Tako, hvala. Torej, Nadaš je znan po kompleksni sintaksi, dolgih stavkih. Ali ste morali v slovenščini najti drugačen ritem ali členitev, da ohranjate tok misli, a ne izgubite berljivosti, sploh glede na posebno naravo, torej madžarščine, ki ne spada med indoevropske jezike? Ja, madžarski jezik je lahko izjemno trd oreh in seveda tudi izjemno hvaležno polje, ne samo za ustvarjanje, ampak tudi za prevajanje s svojimi izjemnimi možnostmi. Drugačnimi seveda, ker je to jezik, ki je po strukturi drugačen od indoevropskega, aglutinacijski jezik, kjer se majhni elementi sestavljajo, lahko samo ena črka je pomenonosna pogosto. Seveda tudi slovničnih značilnosti, ki jih imamo v slovanskem ali v indoevropskih jezikih, seveda drugačne. Skratka, izjemno polje izbire, hkrati pa seveda, če to prevajaš oziroma recimo raje presajaš v neki drugačen in drug jezik, seveda tudi velik izziv. Potem je za pisatelje pa, ne glede na razlikovanje med jezikoma, pomembno, kot ste rekli, dolge povedi, izjemna zgoščenost, neizprosna natančnost, preciznost v izražanju in ne samo to, tudi izjemno pomemben je pri njem ritem, on je aristokrat v uporabi jezika. Sicer je to mogoče bolj opazno v vzporednih zgodbah in drugih romanih, delih, ki so prevedene v slovenščino, v bistvu je to zdaj 5. prevod v slovenščino. Izbrana so v tem smislu, da to tako, jaz imam tak občutek, na robu nevtralnosti ali pa že zaznamuje svoje pripovedovanje. To so odtenki, ki jih zaznaš in jih se trudiš seveda predstaviti v slovenski jezik. V mojem primeru spravi ritem, ta zgoščenost, ta izbranost, stiliziranost, izbrušenost stila, ki je seveda pa v tem delu Grozljive zgodbe malce drugačen, ker imamo ravno to posebnost tudi, da je zajel izjemen register jezika
govornega jezika v tem zaselku, v katerem uporabljajo tudi narečne, pokrajinske besede. To je prost govor ljudi, ki se pogovarjajo med sabo. Potem imamo tudi študentke, ki pridejo, študentke psihologije znanosti, ki uporabljajo drugačen jezik. Imamo takšne odlomke. Potem je ogromno pa to, kar je posebnost v tem romanu, preklinjanja in kletvic in psovk, kar pa izjemno veliko, to je ta razvezani jezik. Kako to, ker nikjer drugje ni Nadoš uporabljal tega govora, ampak tudi to je v službi nekako v notranji dimenziji tega romana, ker psovka, kletvica v bistvu priklicuje, če malce se ustavimo ob tem, priklicuje tisto moč jezika, ki jo seveda lahko izražamo na različne načine. V tem sistemu, če je to kletvica, je to nekaj, kar krši red, pripoved, ti uporabljaš ali preklinjaš svetost, ne? In se s tem postavljaš na nek način v neko višjo držo. Recimo Teres, eno teh junakinj, je izgnanka iz te vasi, je izločenka, ves čas upornica, ki največ preklinja v tem romanu in seveda s tem kaže svojo popolno nepopustljivost in upornost. Skratka, to je neke vrste magijski jezik, ne? V bistvu tudi kletvica v svojem izvoru. In kaže, namiguje na moč besede ali pa na nekaj, kar hočeš izražati s tem. No, skratka, to je bil neizmeren register vseh teh jezikov v romanu. Tako, hvala. Torej ste se že nekoliko navezali, kako ste potem z temi registri različnimi, ki se prepletajo, ker imamo na eni strani literaren, visok jezik, na drugi strani pa ogromno pogovornega, obscenosti, arhaizmov in pa kletvic, kot ste tudi omenili. Kako najti tisto pravo pot? S tem sem se res veliko ukvarjala, mogoče največ. Preden sem začela prevajati, ker sem pač roman najprej prebrala in sem videla, kakšen jezikovni zalogaj je to. Skratka, da vse, kar je narečno ali pa pokrajinsko obarvano v nekem drugem jeziku, ni prenosljivo direktno v nek drug jezik. Omenila sem že to strukturno, jezikovno drugačnost, se pravi, na istih mestih ni mogoče, ne? Kjer je tam palatalizacija, recimo v neki besedi, mehčanje. Ni rečeno, da obstaja, seveda jaz si ne morem izmišljati zdaj novega jezika, da obstaja beseda, ki prav tako palatalizira, recimo, ali pa kakšen drug tak jezikovni refleks v slovenskem jeziku, naj bo to pokrajinski, narečni ali kakorkoli. Skratka, potem sem prebirala razne, iskala po starih prekmurskih slovnicah. Zakaj? Videla sem, da gre v originalu za prekdonavski, zahodni prekdonavski pokrajinski jezik, se pravi, v katerem je veliko prevzetih nemških besed, spakedranih, tako kot jih imamo mi. Potem so tudi slovanske besede in potem sem začela raziskovati prekmurske govore, pokrajinske, ker narečni bi bil že prehud odklon, hujši kot v madžarščini. Se pravi, tukaj ni ekvivalenta zaradi tega, ker razlike v madžarščini med uradnim jezikom, knjižnim jezikom in pokrajinskimi govori narečij ni tako velika kot v slovenščini. Vemo, kako je, ne? Če primerjamo kakšno tersko, nadiško narečje ali pa prekmursko narečje iz posamezne vasi, kjer vsaka vas v resnici govori malce drugače. Ponekod je jaz, v drugi vasi bo ges, nekje so pejnezi, drugje so penezi in še veliko takih stvari. Skratka, potem sem se omejila na raziskovanje tega pokrajinskega govora in odkrila k sreči tudi slovar beltinskega govora, ki je šel v istem času, kot je nastajal ta roman v izvirniku. Avtor pa je Vilko Novak in še soavtorja ima. In potem sem se nekako držala tega nečesa trdnega in izbrala mesta, jezikovna mesta v stavku, povedi, kjer sem lahko nekako izbrala tudi reflekse, da niso preveč moteči za slovenskega bralca, ne? Ker prekmurskemu bralcu bi bili malce bolj domači kot recimo primorskemu. Skratka, in potem je nastal počasi sistem, ki sem se ga seveda držala čim bolj dosledno, da sem barvala, nekako popestrila ta jezik, ne da bi zašla v prehuda. In seveda imamo tudi in uporabila tudi madžarske besede, ki obstajajo v prekmurskem slovenskem govoru in vse te nemške spakedranke, ki jih imata oba jezika in tudi arhaizme. In tako je nastal ena taka pestra slika, se mi zdi.
Tako, zdaj pa, če se malce osredotočiva tudi na delo samo, kako besedilo preigrava pojem grozljivega, ki se nahaja v samem naslovu? Gre bolj za psihološki nemir, družbeno grozo, grotesko ali morebiti žanrske elemente grozljivke? Mogoče vse po malem. Grozljivo, jaz osebno, ki sem se toliko ukvarjala s tem romanom, meni so se seveda zdele najbolj grozljive te zgodbe, karakteri ljudi, vse to, kar se dogaja v romanu. Tako da mislim, da je nekako temeljno vodilo ali pa neka tista notranja srž te pripovedi, to človeško zlo, ki ga je poskušal ali pa nekako na toliko načinov poskušal pokazati pisatelj. Namreč govorimo o zgodnejšem obdobju, ne o teh velikih epopejah, monumentalnih slikah zgodovine, ki jih je potem pripovedoval v kasnejših delih, ampak zlo samo, ker on meni, ta erotizem pa je v osnovi eden teh njegovih najglobljih in najbolj temeljnih, kako bi rekla, počel, da on namreč pravi, in to odraža pa prav ta roman Grozljive zgodbe, da se zasnuje totalitarizem že v najgloblji intimi, v najgloblji notranjosti človeka, recimo erotiki ali pa spolnosti, če hočete, v telesni združitvi mogoče sami. Zakaj? Že tu govori o odnosih, kot so podrejanje, vladanje, vse to, kar potem dobi svojo moč, resnično družbeno moč v sistemu družbe. In ravno to je tudi ta kaleidoskop teh karakterjev v tem romanu. Seveda jaz ne verjamem, da gre prav za to tisto vas in so vsi tisti karakterji doma v tej vasi. Ampak gre za njegovo temeljno, se mi zdi, sliko takrat človeškega zla, ki prihaja v bistvu iz najbolj intimnih, tistih mogoče družinskih ali pa telesnih odnosov med najožjimi ljudmi. Namreč tu imamo grozljive krutosti v odnosu do pritlikavih oseb, do oseb, ki imajo kakršnokoli motnjo. Recimo otroci, tu imamo Rozo, ki jo meče Božje, kot se temu reče, epileptičarka. Potem imamo to Teres, ki sem jo omenila, ki so izgnali, ker je imela nezakonskega otroka, oče je pa tudi odšel, oče njenega otroka, čeprav je bil to njena največja ljubezen, ki so jo tako rekoč izgnali, tudi starši so jo spodili od doma zaradi te sramote, a ona se je vrnila in to premožna z otrokom vred. Seveda jo še toliko težje bi jo sprejeli in seveda je niso. In je ves čas v borbi z njimi, skratka, in kako jih strežejo po življenju celo. To so neizmerne krutosti. Potem imamo še en Pankrt je, Imre, ki ga ne imenujejo. To je največja žalitev, ignoranca, izolacija je, da tega otroka, ki je izvrsten pek, nikoli ne sprejmejo v nobeno družbo, niti prijatelji. On je zaznamovan za vse življenje, to je sin te pritlikavke. Oba izjemna delavca, nekomu nič žalega ne storita in nikoli ga nihče ne imenuje po imenu. Skratka, niti se ne ve, kako je temu mladeniču ime. To so neizmerne krutosti nekega mikrokozmosa, nad katerimi se seveda lahko zamislimo. Če se pa prenesejo v širši svet, pa še toliko bolj mogoče. Tako, kakšna je pa narava pripovedovalca? Roman, kot vemo, ni členjena poglavja, govori niso ločeni, niso v narekovajih. Kako pripovedni način vpliva na bralčev odnos do resničnosti, ki se riše v knjigi? To mislim, da je ta roman, skratka, ni poglavij, tudi nekaj časa je to polifonija glasovja, skratka. To je tudi posebna oblika, namreč Nadoš tudi v kasnejših romanih, mogoče malce drugače, skratka, on ruši te, bi rekla, premise nekega klasičnega, modernega ali pa realističnega romana. Tudi na ta način, skratka, ni nobene členitve, to je tok, recimo temu, kot tok reke, ki je tako pomembna za njihovo življenje, sredi katere živijo praktično. Je del njihovega življenja, ki jim streže po življenju s temi poplavami, ki jih prehranjuje, ker so tam ladjarji, ker so tam ribiči. Skratka, in tudi ta tok so te dolge povedi, ki kipijo skozi roman. In seveda, kakor je voda ogromna,
Donava, vemo, kako naraste, da je to velika srednjeevropska reka, ki ima v sebi vso to slojevitost od površja, ki je lahko zelo razburkana, lahko deluje tudi mirno, do velike globine rečnega korita, skratka deluje grozljivo že sama na sebi, ne? Tako kot je vse ozračje potem nekako na robu in tudi sama ta voda odkriva vso tisto od pravode, ki je rečno korito, nezavedno, do te površine, ki sem jo omenila. Vse to je vzdušje tega romana in briše tudi kot ta tok z brisanimi mejami, seveda vsega tega zavednega in nezavednega, tudi ozračje tega romana ali pa pripovedi, ki segajo od živih mrtvakov, to so duhovi, ki se vračajo, do ta Teres je v nekem stanju pred smrtjo, možganske kapi, skratka tudi torej pripovedno sama, tako kot v zunanjem okolju, je nek univerzum, ki ga slika brez meja, s to notranjo intonacijo, dinamiko in vzdušjem, ki ga slika na tej in na oni ravni. Tako, kako pa deluje humor, črni humor, ironija, tega je ogromno, roman je prežet s tem in kako modulira tale občutek groze teh iznakaženih podob junakov in njihovih tragičnih usod? Ja, to je zelo zanimivo. Tudi humor je prisoten, seveda, od tega ljudskega humorja, ki mu lahko rečemo, da je tudi malo trčen po svoje, pa kljub vsemu se mu smejimo, ker je posrečen, tako kot je trčen, do seveda sarkazma, do neke prikrite ironije, vsega tega, nekako kot protislovje, kontrapunkt vsemu temu, hkrati ubran vse to, kot sem rekla, ker tudi to protislovje je zelo značilno za Nadoša, recimo, da združuje na nek način to kaotičnost, demonskost, tudi s temi preboji humorja, tudi smešnosti, recimo, grozljivih dejanj, kot je, ko kamenjajo otroci tole Rozo in tako naprej, dojenčke strašijo z njo, pa ji ga tlačijo v usta. Skratka, humor, ki je res na meji groze v nek čas, ampak hkrati pa so tudi ti prebliski, ko je dejansko so simpatične zgodbe, mislim, da ne moram zdaj naštevati kakšnih takih, ampak ja, je, seveda je. Od tega, bi rekla, ekspresivnega, sarkastičnega, tudi grozljivega, mračnega humorja, črnega humorja, do takih pribliskov, kot sem jih že omenila med pogovorom, tako da so ljudje tudi brihtni, tisto po svoje. Tako. Kako pa zunanjost oziroma tujost predira v tale nekako hermetičen zaselek za neko podeželje? Kako se to dogaja in preko katerih likov nosilcev se to najjasneje prikaže? To so seveda obiskovalci, Vračajo se izgnanci, bi rekli, to je ta Teres, ki se vrne, potem so pa to, je čas, tudi to naj omenim, gre za čas po kolektivizaciji, torej nič ni tako konkretno, ampak je jasno, kako so jemali zemljo, stari zakoni, ki veljajo za kraljevo zemljo, vse to in seveda ti izgnanci, ki so tudi aristokrati iz Budimpešte, ki so jim recimo vzeli mogočnejše pritikline, kot se temu reče, nepremičnine v Budimpešti, v mestu, so jim pa pustili letno hišico tukaj na podeželju, sploh pa sredi Donave, in se vračajo in seveda je to salonski jezik, gospe se najdejo, so višja družba, se pogovarjajo drugače o piškotkih, o kavicah, o čajčkih in imajo otroke posod po svetu, dobivajo pakete z Dunaja, iz zahoda, kot se temu reče. Skratka, ja, vse preigrava, to so vdori, ampak precej izolirani vdori, živijo drugo življenje kot ta vaška skupnost. Tako, in njihov jezik, kot ste že izpostavili, izrazito to nekako nakazuje, kar je v bistvu že lastnost literature od Shakespearea dalje. Za na konec pa, torej prepleta se ogromno demonskega, tudi nadnaravnega v tem romanu, ampak kaj je tisto, kar je resnično grozno? Kot sem že rekla, name so delovale resnično grozno prav te zgodbe, ki se tudi končajo grozno. In tudi resničnost je v resnici taka, da se tudi dejansko grozne zgodbe končajo grozno, da ni deus ex machina, ki bi potem rešil stvari pa delil pravico vseeno okrog. Vse življenje v resnici ni tako. In tukaj je Nadoš Peter neizprosno odkrit, kar sploh velja za vsa njegova dela. In recimo on sam je opozoril na to, kako deluje vas, kar je grozljivo tudi, ta kolektivni glas in duh. Na vasi se govori, vas ve, nihče ne reče kdo, kaj, zakaj, ali res, ne. To se na vasi ne dela, vas vse sliši in ve. V tem smislu tega
kolektivnega glasu, ki obsoja, ki te obsodi praktično na smrt. Tako. Najlepša hvala. Vi, dragi gledalci, pa še naprej glejte, sledite Beletrini v živo in pa najpomembnejše berite. Beletrina v živo.